Če pogledate bolj razvite kapitalske oziroma bolj razvite države, ki imajo bolj razvit tudi kapitalski trg, recimo Združene države Amerike, v bistvu vidite, da so vse največja in najbolj vredna podjetja kotirajo na borzi. Borza predstavlja način zbiranja kapitala, ki je v Ameriki zelo dobro razvit, in verjamem, da je tudi v Evropi in Sloveniji kar nekaj potenciala še za zbiranje svežega kapitala za nove projekte tudi na borzi in pri nas. Nedvomno razpršeno lastništvo oziroma zunanji lastniki, ki niso povezani z izključnim lastnikom, prinesejo določeno izboljšanje poslovanja, ker če pogledate, kako zadeva funkcionira v Združenih državah Amerike, je to, da so vsa podjetja pod drobnogledom analitikov, ki izdajajo tudi nakupna prodajna priporočila, ki ocenjujejo, kam se bo gibal dobiček, kje so neki potenciali za rast, stroškovno optimizacijo in tako naprej. Tako da jaz mislim pač, da borza omogoča dolgoročno bolj stabilen razvoj podjetja, kot če je lastništvo omejeno zgolj na eno osebo. Prednosti so definitivno nek urejen ali pa relativno urejen način korporativnega upravljanja, se pravi ali nadzorni svet ali v našem primeru upravni odbor, ki bdi nad poslovanjem podjetja. Gre za redno poročanje poslovnih rezultatov na nek strukturiran način, na najmanj polletje. Slabosti celotne zadeve pa so, da definitivno to za sabo potegne kar nekaj birokracije, ki lahko ovira bolj propulzivna podjetja pri hitrem razvoju.